Dober dan, drage dijakinje in dijaki, drage profesorice in profesorji Škofijske klasične gimnazije. Moje ime je Jana Lampe in sem sodelavka Slovenske Karitas in prav vesela in hvaležna sem, da bomo lahko v letošnjem postnem času izvedli to skupno postno akcijo. Pa kar poglejmo, kakšna bo ta vaša postna akcija. Tako, kot vidite, bomo nekje v Afriki. Pa si najprej poglejmo kar zemljevid Afrike. Na Slovenski Karitas največ pomagamo v dveh majčkenih državah, ki sta po površini približno toliko veliki kot Slovenija, to sta Ruanda in Burundi, imata pa vsaka 5-krat toliko prebivalstva. Potem pomagamo tudi v Centralnoafriški republiki, v Keniji, tudi Malaviju smo že pomagali, na Madagaskarju. No, življenje v Afriki se seveda začne podobno kot v Sloveniji in drugje po svetu. Je pa zanimivo, da se otroci rodijo beli, tako kot pri nas, po parih tednih pa potemnijo. Je pa tako, na žalost se pa ne rodimo vsi v enake pogoje. Zato moramo biti res hvaležni za vse tisto, kar imamo, kar nam je dano, pa če imamo kaj več, pa podeliti s kom, ki nima, ki se ni rodil v takih dobrih pogojih. Jaz vam bom sama predstavila predvsem Ruando pa Burundi, življenje vrstnikov, otrok, ker sama sem tam tudi že 9-krat bila, na misijonih, kjer pomagamo na Slovenski Karitas prek naših akcij, da si boste malo predstavljali, zakaj so takšne akcije, kot je letošnja naša skupna postna akcija, sploh potrebne. Takole izgleda dom afriških otrok. To je dom v Burundiju, vidite, hiše so zgrajene iz blata, lesa. To so sobe otrok, ponavadi takole spi tudi po 5 otrok skupaj, omar nimajo, če imajo kakšno šolsko torbico, je to že veliko. Teli prašički, mislite, da so to hišni ljubljenčki, še zdaleč ne. Imajo jih v bistvu za prehrano, ker se hitro razmnožujejo, dajo beljakovino. No, tukaj se nam pa kaže že naša glavna zvezda današnje predstavitve, koza. Ampak več o tem kasneje. Takole izgleda ena kuhinjica, kuhajo na odprtem ognju, to je en WC, ampak na žalost ga vse družine niti nimajo, ker treba je tudi cegle kupiti in tako naprej, mnogi grejo krmat banane. Ampak to pa daje družini vsaj neko dostojanstvo, da imajo vsaj nekaj majčkenega. Dan afriških otrok se ponavadi začne zelo zgodaj, ko vstanejo, seveda ni zajtrka, ampak grejo ponavadi s kantico do vodnjaka po vodo, to so kar težke kantice, 10-litrske ponavadi otroci nosijo 10 kil, da že pred šolo prinesejo kakšno kantico vode domov. No, tukaj vidite, je misijonski vrtec v Burundiju, ki smo ga tudi na Slovenski Karitas pomagali dograditi pa obnoviti, kar je bilo potrebno. Ja, vidite, otroci v uniformicah, to je značilno za Afriko, tudi za šolo. In tukaj zjutraj imajo ponavadi tako v Ruandi kot v Burundiju dvig zastave, zapojejo njihovo himno, to je otroci res pojejo iz vsega srca, iz vseh žil, pa še kakšno drugo pesemco, pa še kaj zmolijo, potem pa kar odkorakajo v svoje učilnice. Ampak ti otroci, ki imajo možnost hoditi v te misijonske vrtce, so zelo srečni, ker večina otrok nima takšne možnosti. Na žalost. To je pa osnovna šola. Kakšna je razlika med šolo pri nas pa v Afriki? Ja, ena velika razlika je ta, da v Sloveniji recimo v osnovni šoli po 25 otrok v razredu, tukaj pa tudi do 100. To je šola v Rojsabi, ki smo jo tudi pomagali obnoviti. In vidite, če je 100 otrok v enem razredu, se zelo težko kaj naučijo ali pa veliko naučijo, tudi mnogi zostanejo doma zaradi kakšne bolezni, sploh pa dekleta, ki morajo velikokrat pomagati staršem pri kakšnih delih, velikokrat pa tudi družine nimajo denarja, pa otrok pač ne morejo poslati v šolo. Tako da včasih kakšni začnejo prvi razred, šele ko so 10 let stari. Vsi pa vemo, da je izobrazba tista ključna, ki pomaga mladim, da pridete počasi do kakšne izobrazbe in do poklica in da se zasluži za življenje. Velikokrat je
v celem letu en zvezek, pa en svinčnik, vse šolske potrebščine, ki jih otroci v Afriki imajo. Ampak vsem se naučijo. In tudi s to tablo, ni interaktivnih tabel, vidite še klasična zelena tabla, ampak vsem se nekaj naučijo. No, in kadar grem v Afriko, ponavadi naredim kakšno akcijo ali po župnijah, šolah, da saj tistim otrokom, tistim misijonskim šolam prinesemo nekaj svinčnikov in jih tako na ta način razveselimo in da čutijo, ena malenkost, ampak čutijo, da eni otroci nekje na drugem koncu sveta mislijo na njih, kar pa je lepo. No, tukaj smo pa pri srednješolcih. Ja, srednje šole niso toliko obiskane, zaradi tega, ker je tudi ponavadi potrebno plačevati šolnine in mnogi si ne morejo tega na žalost privoščiti v Afriki. Enkrat mi je misionar Lojze Podgrajšek, ki deluje v Malaviju, tudi sam izgradil srednjo šolo internat, tudi mi smo nekaj pomagali, sploh pri opremi internata za dekleta, mi je razlagal, da le 2% mladine v Malaviju se lahko vpiše v srednjo šolo. Tako da, kot sem pa že rekla, srednja šola res veliko pomeni, da prideš do poklica. No, na poti šole so otroci res veseli, so skupaj, veliko se pogovarjajo. Kljub vsemu, kar doživljajo, so to zelo veseli otroci in se znajo veseliti življenja. Vse življenje v Afriki pa poteka peš. Otroci grejo peš v šolo, lahko tudi po uro, dve, sploh do srednjih šol je velikokrat treba kaj dlje iti. Če gredo k zdravniku ali pa na bližnjo tržnico, povsod se gre peš. Razen misijonska vozila, misionarji imajo takole vozila, pa mogoče še kakšno redko vozilo. In s temi misijonskimi vozili tudi velikokrat rešujejo življenje, če je treba v kakšno bolnico peljati. No, če imaš kolo, je pa to že celo bogastvo. Recimo kakšnega, ta je sigurno očetov, ki je mogoče kakšen trgovec, da gre v večje mesto iskat kakšno stvar. Otroci imajo pa velikokrat take lesena kolesa in to so predvsem praktična, da greš po vodo, po drva. Ja, to so pa afriške trgovine, malo drugačne od naših supermarketov. To so bolj mini marketi. Vidite, tukaj se najde kakšno milo, kakšno olje, sol, potem včasih kaj takega ocrejo, kakšna pijača tudi, take čisto preproste, kakšen riž. Takole pa pripeljejo po ure ali pa še celo dneve v klanec, ker to so zelo hribovite dežele iz mesta na vas, da potem lahko naprej prodajajo. Kadar je pa tržni dan v vasi, pa lahko kupiš tudi kaj več, recimo lonce, kakšno obleko, kakšne čevlje, to je enkrat na teden ponavadi. No, otroci v Afriki tudi veliko pomagajo svojim staršem pri teh hišnih delih, tedva neseta drva po šoli domov, da bo mama skuhala večerjo, ki je ponavadi edini obrok v dnevu. In res to je kar težko delo. Jaz sem ti deklici, potem ko sem jo slikala, pomagala nesti ta drva po klancu navzgor, ker je zelo hribovito in moram reči, kar težko. No, pomagajo tudi pri pasenju koz. Spet smo pri kozicah, pa še bomo prišli k njim. Večina se ljudje tukaj na podeželju preživljajo s tem, kar pridelajo na polju. To so zelo naseljene države, sploh Ruanda, ki je najgosteje afriška naseljena država in zemlje je žal premalo za vse. Hkrati jih pa tudi skozi bolj pestijo po eni strani ali hude padavine, ki jim odnašajo rodovitno zemljo, po drugi strani pa hude suše. In tako še manj pridelajo. Zdaj se ne ve več, kdaj je sušna, kdaj je deževna doba in tako je še težje za te družine, da preživijo. No, pri otrocih in mladih je pa tudi čas za igro. Vidite, kako se znajdejo, sami naredijo svoje žoge, tudi kakšna taka stara guma od kolesa je super igrača, da jo s takmo palčko pelješ po dvorišču. Ali pa glejte, kako ustvarjalno vozilo iz nekih odpadnih materialov, ki se jih nekje najde, se naredi tak krasen avto, so zelo iznajdljivi. Tole družino od Elizeja, zdaj hodi v drugi razred, sem obiskala skupaj z našo misionarko, sestro Bogdano Kavčič. V tej družini je 7 otrok, mama je ostala vdova in to je njihova večerja. Za 8 družinskih članov en tak lonec fižola. To je vse verjetno, kar bodo v tem dnevu jedli. Vsi pa vemo, če ne ješ, da se je težko učiti. Razen, če hodiš na misijonsko šolo in da dobiš tam tudi kakšen obrok, ti otroci so res, ali pa v vrtec, ti otroci so res zelo srečni.
In to je večina hrana, kar jo sploh afriški otroci na podeželju vidijo. Iz dneva v dan, fižol, sladki krompir, to je največkrat. Pa kakšen riž, koruza, proso, zelje, če kakšno sadje, če imaš banano, je tudi v redu, bananovec, to je papaja. Ampak večinoma je pa sladki krompir. In če ni dovolj fižola, so potem otroci velikokrat podhranjeni. A si predstavljate, da bi dan na dan jedli samo fižol, krompir? No, so pa še kakšne posebnosti. Ta slika je nastala, ko sem bila v Centralnoafriški republiki, to so gosenice. In družine grejo za 2 meseca vsako leto v džunglo, gozd, kjer nabirajo te gosenice, ki imajo veliko beljakovin, jih tudi posušijo potem, da lažje preživijo preko leta. Njam si, a ne? No, kljub vsem stiskam, se pa te ljudje znajo res veseliti. Višek tedna je nedeljska sveta maša, res za te ljudi veselje, zahvala Bogu, veliko tudi plešejo, pojejo. Sploh pa recimo, če je nek praznik, recimo, ko pride velikonočna vigilija, pravijo misijonarke, da imajo tudi po 6-7 ur, da traja maša, da je tako veliko veselje. Ja, na Karitas sodelujemo z našimi misijonarkami, sploh v teh državah, ki sem jih naštela, to so večinoma sestre usmiljenke. One so več ali manj zdravstvene delavke, pa tudi socialne delavke. Tukaj vidite sestro Anko Burger, sestro Vesno Hiti, sestro Bogdano Kavčič, pa še enkrat sestra Vesna. No, in na Slovenski Karitas pomagamo misijonarjem v Afriki že 15 let preko naše akcije Za srce Afrike. Tukaj sodelujemo tudi z Misijonskim središčem Slovenije, pa podpira nas pri različnih projektih tudi naše Ministrstvo za zunanje zadeve. Tega sodelovanja smo res zelo veseli in hvaležni. No, in v teh letih nam je uspelo zgraditi že kar 6 zdravstvenih centrov, pa 3 porodnišnice. S tem ljudem dajemo možnost za boljšo zdravstveno oskrbo. Tudi veliko se dela na preventivi, sploh pa za otroke, ki so podhranjeni, takole jih tehtajo, da vidijo, če so dovolj težki, veliki za svoje leta. In velikokrat bi v Afriki preprečili smrti otrok v bistvu že s čisto preprostimi stvarmi, z zadostno količino hrane, čisto pitno vodo, pa s kakšnim zdravilom, kot je antibiotik. No, veliko delamo tudi na šolstvu, ker šola je res pomembna za prihodnost. Uspelo nam je zgraditi, obnoviti 7 šol in vrtec. No, tukaj na sliki vidite eno šolo, ki je tudi za nas eno veliko veselje, in sicer v kraju Nyagungu v Burundiju. Tem otrokom je vihar porušil šolo, ki je bila prej zidana iz blata leta 2012. Jaz sem prišla sem na teren v letu 2014 in so starši prosili, če bi lahko pomagali na Karitas pač zgraditi to šolo, in smo še prijavili projekt na Ministrstvo za zunanje zadeve in smo veseli, da imajo otroci zdaj že kar 3 leta to novo šolo. In res vedno, ko pridemo, vedno zaplešejo, zapojejo, imaš tak občutek, da se je šola ravnokar zgradila, veselje pač teh otrok je veliko, pa tudi učiteljev, ki se res zelo trudijo za njih, tako da bomo imeli ti otroci boljšo prihodnost. No, samo gradnjo, kot tudi pri vseh drugih gradnjah, so bili vključeni tudi domačini, starši otrok, ki so s tem dobili tudi eno priložnost za delo izven poljedelstva in možnost za zaslužek. Gradimo tudi vodnjake, zato da imajo ljudje dostop do čiste pitne vode, s tem se zmanjšajo v bistvu črevesne bolezni. Tukaj je ena slika iz Centralnoafriške republike, kjer so res zelo daleč hodili po vodo. In zelo so se sestra Bogdana Kavčič zelo trudili, da bi naredili vrtino, in enkrat na pravem mestu in je končno uspelo. In zdaj imajo tam vodnjake za oskrbo misijona, vasi, zdravstvenega centra, šole, vrtca. Ljudje so res zelo srečni in tega, kar je za njih naredila Slovenija, ne bodo nikoli pozabili. Kar je tudi zelo dragoceno, je pa to, da že vsa leta pomagamo preko naše akcije tudi podhranjenim otrokom, in s tem so s pomočjo iz Slovenije rešena mnoga življenja. Tudi vaši predhodniki, dijaki Škofijske klasične gimnazije, so zaenkrat v postnem času pomagali za nakupe hrano ravno za ta center, ki ga vidite na sliki v kraju Roisabi v Burundiju. In to je res zelo pomembno, da se otrokom pravočasno pomaga. Tukaj je podhranjena deklica Sofija iz Ruande, takšna je prišla v zdravstveni center,
in sestre so pravilno postopale in mi rešile življenje. Vidite, ker je premalo beljakovin, se v bistvu nabira voda v telesu, lušči se koža, lasje odpadejo. In taka je bila deklica Sofija, ko sem jaz prišla v Ruando, po enem mesecu pa po, še vedno zelo žalostna, ampak počasi je šlo na boljše. Otroci včasih ostanejo tudi po pol leta v teh centrih za podhranjene. In to jim res pusti posledice celo življenje. Ne zrastejo s svojim letom primerno, težje se učijo. Recimo en otrok, ko misliš, da je star 5 let, je pa dejansko star 10 let. To so posledice podhranjenosti, zato pa hrana je res tako pomembna za te otroke. Tudi kar nekaj let podpiramo nakupe šolske malice za šolarje in vrtčevske otroke pri Jarezu Karmelju na Madagaskarju. No, in začeli smo 11 let nazaj tudi eno zelo pomembno akcijo za nas z delovno dostojnega življenja. Ko sem bila na terenu, sem videla, da ljudje nimajo možnosti dela. In skupaj z misionarji smo se pogovarjali in so rekli, zdaj smo mi zgradili te šole, zdravstvene centre, treba jih tudi očistiti, kaj urediti okolico, še kaj drugega narediti. In preko dobrote slovenskih družin z mesečnim darom podpiramo sedaj že delo preko 350 revnih družin, revnih staršev v Afriki, da s tem zaslužijo z lastnim delom za preživetje družin, da imajo za hrano, za šolnino, za zdravstveno oskrbo. Hkrati pa s to akcijo podpiramo tudi plačilo dela učiteljev in zdravstvenih delavcev na misijonu v Afriki. No, in to so te, ki jih vidite na sliki, so tudi družine, ki so vključene v delovno dostojnega življenja. No, ko sem jaz prišla 2 leti nazaj, so obdelovali tole ananasovo polje. No, in tukaj, prav na tem polju, se je pa rodila naša prav posebna akcija, ki jo bom pa zdajle predstavila. Vidite, kako je zemlja suha. In ti starši so me prosili, če bi lahko jim pomagali, da bi dobili gnojilo. In tisti trenutek sem rekla, ja, dobili boste gnojilo. No, in že 2 meseca potem smo skupaj z revijo Mavrica začeli z našo zelo simpatično akcijo Kupim kozo. Kupim kozo za družine v Afriki, pa tudi v Albaniji, ker nas je sestra tako prosila, da se lahko trajnostno preživijo. Torej, koze jim pomagajo pri gnojenju zemlje z iztrebki, da lahko pridelajo več zelenjave. Seveda, polk je nekaj prirasta, včasih dajo tudi meso, sicer pa mleko, pa prirast kozličkov tudi prodajo na trgu, pa s tem mogoče tudi zaslužijo za kakšno šolnino za mlade. Ampak ključno pa je, da te družine z eno kozo, ki jim daje več hrane, niso več lačne, da družinski člani niso več podhranjeni. Vsi smo videli, kaj podhranjenost pomeni, koliko je pomembno tudi za učenje, za šolanje. Samo eno kozo za 20 evrov lahko družini v Afriki že zelo spremenimo življenje. No, v Albaniji malo dražja, ker je tudi drugačen standard. No, med temi kozami se najde tudi kakšen prašiček, krava, osel, zajčki, no, to predvsem v Albaniji slednje. In lani smo veseli, da smo s pomočjo te akcije lahko kupili kar 800 koz v Afriki, pa 100 v Albaniji. Družine tam so res hvaležne, se pravi, mi pošljemo sredstva našim misionarjem ali pa sodelavcem Caritas, in oni poskrbijo za nakup teh koz in jih razdelijo revnim družinam, ki jim res veliko pomenijo. Sedaj pa še nekaj utrinkov te akcije po različnih državah. To so bile koze za družine v Burundiju, za družine v Ruandi, tudi vidite, kakšen prašiček je vmes, tukaj za družine v Centralnoafriški republiki. Moram vam pa tudi povedati, jaz sem jo v začetku leta 2019 prvič obiskala Centralnoafriško republiko in kar me je zelo šokiralo, je bilo to, da v deželi, kjer imajo nafto, koltan, uran, zlato, diamante, bi rekel, kakšno bogastvo, da je to tako revna dežela, veliko bolj revna recimo še kot Burundi, pa že Burundi je zelo revna dežela. In se človek vpraša, zakaj v državi ima toliko naravnih bogastev, zakaj toliko revščine. In vidiš, da že kar nekaj časa so konflikti v tej državi zaradi naravnih virih, pa ne samo znotraj, v bistvu tudi zaradi interesov zahodnih držav. Tisti preprosti ljudje pa v bistvu trpijo, živijo v revščini. Vidite, kakšna nepravičnost je na svetu. No, evo, tukaj je pa prav posebna akcija za Kenijo. In kje se je začela ta akcija? Prav v Stičnih.
Stična je bila stična točka za našo akcijo Kupim kozo v Keniji, kjer sem spoznala duhovnika Imo Donalda. On je pač študiral v Rimu, obiskal tudi Slovenijo in je zelo navdušen nad stično mladih, kako se mladi katoliški združujejo tam. Tudi sam je odgovoren za mladino v Keniji, v svoji škofiji. Ampak seveda, ker je tam veliko stisk, smo začeli tudi sodelovati in lani v decembru smo kupili koze za 20 družin. Vsaka družina je dobila kozji par, moško pa žensko kozo, in s to pomočjo bomo tam tudi nadaljevali. Ker v Keniji, v tej pokrajini Turkani, kjer je on, je res veliko stisk, bi lahko rekla, da so kar svetopisemske nadloge jih prizadele v zadnjih letih. Roj kobilic, recimo lansko leto, ki so jim uničili ves predelek. Potem so imeli tudi poplave, poglejte, vsa živina je poginila zaradi tega, v preteklosti pa tudi veliko suš. Kot sem že rekla, to so res posledice podnebnih sprememb, kar se jim dogaja. No, med njimi je bila tudi družina Lucy, ki ima 15 let. Njena družina je prejela 2 kozi. No, Lucy hodi v 8. razred. V njenem razredu je 61 učenk in učencev. In tudi Lucyna hiša je bila porušena in smo tudi na Slovenski Karitas poskrbeli za to novo hiško in še koze za koze. In jaz srčno upam, da bojo tudi njeni družini, pa še posebej Lucy, te koze pomagale, da bo lahko hodila, če jo kaj zaslužili s prirastom, da bo tudi lažje hodila v šolo. Ona si namreč zelo želi postati zdravnica. Jaz srčno upam, da se njene želje uresničijo. Tukaj še malo utrinkov, vidite, kar maša po drevesi, tukaj Lucy s svojim očetom pa mamo. Sicer ima pa še 2 sestrice pa enega bratca. No, kot sem rekla, da imamo tudi akcijo Kupim kozo v Albaniji. Sestra Vida je tudi prosila za te revne albanske družine na jugu, ki živijo po hribih, res v hudi revščini. Tudi tam otroci hodijo po uro peš na dan v šolo. Tukaj smo kupili tudi kakšno kravo, zajčka. Sestra Vida je povedala, da še posebej v tem letu, v času covida, karantene, da so mnoge družine zaradi tega mleka lažje preživele, sploh ena družina, ki je imela kravo. No, kar je pa lepo, recimo, dobili so brejo kravo in sestra jim je že takoj rekla, telička boste pa dali neki drugi družini, da bojo še drugi lažje živeli, in res so ga dali. In tako tudi solidarnost med njimi in pomoč raste. Pa tudi drugje tako, da podarijo kdaj kakšno kozo naprej. Ja, vi boste tudi misijonarji, a ne, letos, če boste pomagali pri tej akciji. Vsak izmed nas je lahko misijonar. Misijonarji smo lahko najprej znotraj naših družin, tudi širše v lokalni skupnosti, pa lahko tudi taki, nadaljavo v Afriki. No, in pomagali boste v postnem času afriškim družinam pri nakupu koz. Kar je pa super po svoje, da ne boste imeli dodatnega dela preveč pri tem, ker za te koze vam ne bo treba skrbeti, ampak bodo za njih skrbeli vaši afriški vrstniki in njihovi starši. Hkrati boste tudi naredili nekaj dobrega za nekoga na drugem koncu sveta in s tem res zelo razveselili otroke in njihove družine v Afriki. Kljub temu, seveda, da bomo mi poslali sredstva misijonarjem, pa da bojo oni kupili te koze in bojo koze pri afriških družinah, boste pa lahko vi te svoje koze, ki jih boste kupili, poimenovali. Dobili boste takele bunkice, take papirnate, in boste lahko vsaki kozi, ki boste kupili, dali ime. Jaz sem tole svojo kar poimenovala Rogla. In tako da bom zelo vesela za vsako kozo, ki jo boste kupili in darovali za te družine. Kako se boste lotili te akcije, je čisto vaša stvar. A se boste čemu odpovedali, da boste kakšen evro prišparali, pa dali za druge. Recimo, en fantek, 11-letnik, se je odpovedal vsem darilom za svoj rojstni dan, pa je namesto tega prosil sorodnike, da prispevajo za nakup koz. Ne vem, to se boste sami znašli. Vsak dar za vsako kozo, pa za te družine v takšnih razmerah, kot živijo, res dragocen. Jaz vam res iz srca zahvaljujem za vašo solidarnost, pa za pomoč vašim vrstnikom v Afriki. In vam seveda želim, da se vsi čim prej vrnete v šolske klopi in seveda tudi veliko
uspeha pri vašem šolanju, naj bo vse blagoslovljeno, še posebej, ker imate sočutno srce in vem, da na gimnaziji vedno slišite stiske drugih, naj vam to v bistvu bo tudi povrnjeno že pri šolanju. Tako da srečno, hvala, nasvidenje!